Živijo, na kanalu Mala akademija odpiramo novo virtualno učilnico. Danes sem z vami jaz, Sara, 12 let, in moja pomočnica Emilija, 9 let. Danes bomo z vami risali kocko oziroma kocko v frontalni oziroma enobežični perspektivi. Kaj pa sploh pomeni beseda perspektiva? Beseda perspektiva je francoskega izvora. Pomeni videti skozi oziroma pozorno opazovati. Pri slikanju oziroma risanju najpogosteje uporabljamo linearno perspektivo, kar nam omogoča iz linij oziroma iz črt sestaviti 3D predmeta na slikarski ploskvi. Da zgradimo predmet, najmanj potrebujemo linijo horizonta, ki jo označimo s črkami H, in enobežišče, ker vam danes razlagam o enobežični perspektivi. Kaj pa mislite? A obstaja tudi dvobežična ali trobežična perspektiva? Odgovorila bom da, ampak o tem kdaj drugič. Zdaj pa bom prosila za kocko. Opa, hvala. Enobežična perspektiva oziroma frontalna je pa prvo, kar vidimo, je to tale ploskev. Kotna perspektiva oziroma dvobežična perspektiva je pa tista, ko najprej vidimo kot. O trobežični pa kdaj drugič. Najprej narišemo kvadrat. Iz vsakega oglišča povlečemo ravne črte v bežišče na liniji horizonta. Potem pa z linijo dorišemo zadnji del kocke. Rišemo vidne in nevidne linije predmeta, tako kot da bi bil narejen iz prosojnega materiala. Za konec pa z debelo črto prevlecimo vidne dele kocke. Senčna stran predmeta pa rahlo zatoniramo. Čestitke! Spoznali ste eno temo več. Kocko pa lahko še narišete na liniji horizonta in nad linijo horizonta. In zdaj se naročite na kanal. Napišite komentarji, katero temo bi še radi izvedeli. In postavite like. In adijo!